svetniki, sodelavke občinske uprave, Ksenija Medina-Vučov, naša glavna računovodkinja, pozdrav tudi medijem. Na velik četrtek, žal se upravičujem, tako je pač nekako naneslo, da je v skladu s poslovnikom so seje zadnji, drugi, tretji četrtek v mesecu. Imeli smo nekaj nujnih vsebinskih zadev in smo pripravili tudi gradivo, sklic za 5. redno sejo občinskega sveta občine Muta z naslednjim dnevnim redom. Seveda ob ugotovitvi števila navzočih članov ter potrditev dnevnega reda imamo 3. točko potrditev zapisnika 4. seje, ki je bila 7. marca. Potem bi pa dovolite, da predlagam že spremembo dnevnega reda in sicer zaradi prehoda direktorja komunalnega podjetja magistra Gregorja Ficka bi predlagal, da je točka predstavitev poslovnega poročila javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi za leto 2018 4. točka. Potem bi pa preimenovali točke mandatne zadeve v 5., ki je nejavna. 6. točka sprejem predloga odloka o zaključnem računu proračuna občine Muta za leto 2018 po skrajšanem postopku. In pa seveda, tako kot smo tudi napisali, 7. točka seznanitev z letnim poročilom o izvajanju lokalnega energetskega koncepta. 8. sprejem ugotovitvenega sklepa o poročilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018. 9. točka je promet z nepremičninami, tako kot tudi veleva poslovnik, je nejavna. In pa seveda zadnja, 10. točka, vprašanje in pobude članov sveta. Dajem ta predlog tudi spremembe dnevnega reda v obravnavo. Če ni, potem bi ugotovil še predtem navzočnost. 10 od 11 svetnikov je tukaj prisotnih, upravičil se je dr. Topler in ugotavljam, da je zasedanje 5. redne seje sklepčno in dajem dnevni red v spremembi na glasovanje. Prosim, kdo je za to? Vidim, da je soglasno, hvala lepa vam. Gremo na 3. točko in sicer potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 7.3.2019. Mislim, da ste v dobrem tednu dni po seji v tretjem tednu marca prejeli tudi zapisnik, ki je bil povzet glavne ključne zadeve. Bi pa seveda prosil direktorico občinske uprave, da pojasni, da odgovore na 2-3 vprašanj, ki ne dotikajo samo vprašanja občinskega sveta, ampak vprašanje tudi dela in življenja v občini Muta v zvezi z avtobusno postajo in pa z ostalimi stvarmi. Prosim, Ksenija. Ja, po mailu smo vam že poslali pisne odgovore, ki smo jih pridobili v zvezi z podanimi pobudami in vprašanji na eni od prejšnjih sej občinskega sveta in sicer v zvezi z postavitvijo poštnega nabiralnika na Spodnji Muti, kjer je pač Pošta Slovenija dala odgovor, da zaradi premajhnega števila dnevno oddanih pošiljk poštni nabiralnik na tej obstoječi lokaciji pač se ni izkazal za primernega, da bojo poiskali tudi morebitno drugo lokacijo, kjer bi bilo pač promet z pošto nekoliko večji. Potem smo strani prevoznika Nomago prejeli tudi odgovor, da so poskrbeli za dodatne avtobusne linije na novem postajališču Zgornje Mute. Tudi ste dobili vozni red, ki je nameščen na avtobusni postaji. In pa glede pobude za postavitev ogledal v Šolski ulici smo zaprosili že pred časom tudi za mnenje medobčinski inšpektorat na eni izmed lokacij, kjer je bilo pač ugotovljeno, da postavitev ogledala ni nujna, ker se da pregledno zagotoviti pač z drugimi ukrepi, to je z znižanjem vegetacije v križiščih. Hvala lepa za to pojasnilo. Odpiram razpravo k
potrditvi zapisnika 4. seje. Če ni, potem bi prosil, da z dvigom rok potrdimo ta zapisnik. Kdo je za? Hvala lepa. In preidemo na naslednjo točko in sicer Dobro dan. Tukajle se prosim, če se sediš. Pozdravljam tukaj med nami magistra Gregorja Ficka, direktorja javnega komunalnega podjetja, ki bo tudi razlagalec in predstavil poslovanje poročila javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi za leto 2018. Kot sem seveda že dejal, je javno komunalno podjetje eno izmed najpomembnejših služb, ustanov oziroma zavodov javnega podjetja, ki skrbi za vrsto neobhodnih, nujno potrebnih in ena najpomembnejših dejavnosti za nemoteno življenje v občini Muta. Gotovo, da je oskrba z zdravo pitno vodo številka 1, gotovo, da je ravnanje z komunalnimi odpadki številka 2, gotovo, da je reševanje z kanalizacijskim sistemom, upravljanje kanalizacijskega sistema tretjo zelo pomembno vprašanje pri reševanju in določevanju sistema, reševanje z zbiranjem, odvozom in trajnim deponiranjem pa sortiranjem komunalnih odpadkov. Seveda sodelujemo tudi z našim koroškim podjetjem Kocerod iz Slovenj Gradca. Poleg tega je koncesionar tudi upravljalec in izvajalec javne gospodarske službe, tako imenovanega upravljanja z našima 2 pokopališčema in vse kaj, kar sliši k pogrebni dejavnosti v občini Muta. Tudi sami veste, da smo pred nekaj meseci sprejeli nov pravilnik na tem področju in je tudi ena od pomembnih zadev. Poleg tega imamo pa javno komunalno podjetje kar zelo močno vpeto tudi v našo investiranje, v naše delo, v naš skrb za stanovanjski fond. Tudi tam smo ga pooblastili, izbrali in izvaja tovrstne naloge in pa seveda upravlja tudi nekatere gospodarske službe, dejavnosti na podlagi seveda javnega razpisa, poziva in seveda se tudi vključuje v to zgodbo. Javno komunalno podjetje z, mislim, da okrog 50 zaposlenimi, je podjetje, za katero sem član skupščine, v katerim ima občina Muta 20,8% glasovalne in tudi s tem posredno tudi lastninske pravice, da se skupščina redno sestaja 4-krat, 5-krat na leto in da je skupščina seveda tudi obravnavala poslovno poročilo javnega komunalnega podjetja 2018 in ga seveda v tem primeru tudi sprejela. Da je občina Muta tudi ena od občin, ki posluje z javnim komunalnim podjetjem uspešno, dobro, to pa ne pomeni, da nimamo problemov, da imamo seveda za to gospodarsko javno službo in pa z tem podjetjem tudi pozitiven poslovni rezultat in da si seveda želimo v prihodnje tudi še tako ali pa še boljše izvajanje gospodarske javne službe za naše občane, okrog 3600 nas je. Zato bi prosil magistra Gregorja Ficka, da samo v kratkem predstavi ključne kazalce delovanja javnega komunalnega podjetja nasploh in pa seveda mogoče v drugem delu še poudarek nekaterim dejavnostim službam, kjer posebej izvajajo in delajo storitve za prej omenjene vsebine, ki si jih že podrobno predstavil. Prosim. Ja, hvala lepa, gospod župan, za ta uvod. Še enkrat, spoštovani svetniki, lepo pozdravljeni. Se opravičujem za zamudo, slišim, da sem zamudil, ampak dosti rdečih luči zaradi cestnih del. Torej, javno komunalno podjetje je lansko leto poslovalo
relativno uspešno. Moram reči, da je bilo po prihodkih to rekordno leto, ki ga je družba ustvarila. Jaz sem pogledal statistike za 10 let nazaj. Mi smo imeli lansko leto za 3 839 000 evrov prihodkov in sicer poslovnih prihodkov je bilo 3 798 269 evrov, finančnih prihodkov je bilo 5021 evrov in drugih prihodkov 35 774 evrov. Planirana realizacija v poslovnem načrtu za leto 2018 je bila 2 932 400 evrov, tako da indeks realizacije je bil dosežen v višini 130,91. Kar se tiče poslovnih odhodkov, je bilo realizirano 3 786 584 rednih poslovnih odhodkov, 7 235 finančnih odhodkov in pa 25 710 evrov drugih odhodkov. Rezultat, ki ga je družba dosegla, je bil pozitiven, torej bilančni dobiček v višini 19 515 evrov. Če gremo malce podrobno pogledati, v primerjavi z predhodnim letom smo pravzaprav povečali indeks prihodkov za 8,13%, tako da moram reči, da se je, če smo čisto iskreni, seveda poznalo tudi to, predvsem na tržni dejavnosti, ki je bila lansko leto dosežena v skoraj 34% deležu, oziroma več kot tretjina, da se je malenkost spoznalo tudi volilno leto, večje investiranje, torej občin, lokalne samouprave, ampak ne glede na to, da smo pravzaprav vse naloge, ki smo jih opravili, izvedli praktično z 50 zaposlenimi, lahko rečem, da je bilo to kar uspešno. Bilo je naporno, ampak bilo tudi uspešno. Letošnje leto prav gotovo manj dinamično, pa mogoče tudi prav tako. V Sloveniji v bistvu nekako se mi zdi, kar hlepimo k neki rasti stalni, ki gre v nedogled. Zdaj, če gremo po posameznih službah, najprej javne gospodarske službe. Lansko leto smo ustvarili na javnih gospodarskih službah 1 626 851 evrov, v primerjavi z planom indeks 105,52, na vodooskrbi in na ravnanju z odpadkom smo bili nekje v planu oziroma malenkost manj, na vodooskrbi 485 553 evrov prihodkov, na ravnanju z odpadki 583 382 evrov, indeks 98%. Na odpadnih vodah smo imeli povečan priliv sredstev, predvsem zaradi priključevanja uporabnikov na nov kanalizacijski sistem v občinah Muta in Vuzenica, nekaj tudi v Podvelki, 127,48, urejanje pokopališč je bilo doseženo pravzaprav v skladu z planom, indeks 100,95, potem izbirne javne gospodarske službe, 902 325 evrov prihodkov, indeks 128,25, na pogrebnih storitvah doseženih 251 947 evrov, na vzdrževanju cest 650 478 evrov. Kar se tiče vzdrževanja cest, so bili ti prihodki lansko leto na tej dejavnosti res rekordni, torej tu je tudi posledica dosti ostre zime, ki se je v začetku lanskega leta zavlekla kar tam do aprila, ko smo še imeli v bistvu snežne razmere. Letošnja situacija je obratna, pravzaprav nismo imeli dobene slike, tako da bo drugo leto ta zadeva precej drugačna. In pa še tržne dejavnosti, zadnji del, tretji segment, upravljanje stanovanj, dosežena realizacija 28 987 evrov, oziroma indeks 108,78, energetska dejavnost 164 202 evra, indeks isto 108,47, no in pa na projektih, spravi na projektni dejavnosti, je pa družba dosegla 1 116 699 evrov, oziroma indeks realizacije 219,89 evra. Skupaj torej 3 839 064. Zdaj, lani smo imeli kar nekaj velikih projektov, prav gotovo sta bila dva največja izgradnja kanalizacije tukaj v občini Muta, Gortina, z nekaterimi dva smo se kar redno srečevali. Jaz mislim, da je bil projekt zelo dobro, racionalno, uspešno izveden.
tudi te upravne aktivnosti smo porihtali v roku, pridobili uporabno dovoljenje, tako da je bila zadeva speljana zelo, bom rekel, kar v skladu s projektnimi pravili. Potem smo gradili in še gradimo tudi v letošnjem letu isti kanalizacijski sistem v občini Ribnica na Pohorju, Josip Dol, to je bil drugi največji projekt, ta še ni zaključen, se nadaljuje tudi v letošnjem letu. Potem pa smo seveda izvajali še manjše projekte v vrednosti do 100 000 evrov. Imate te projekte lepo navedene tudi v poročilu, od izgradnje kanalizacijskih sistemov v občini, torej Radlje ob Dravi, do izgradnje vodovodnih sistemov v vseh občinah. Tako da, kar se tega tiče, bilo to leto res plodno, letošnje definitivno ne bo tako, ampak mislim, da bo tudi tako vredno. Kot sem rekel, dobiček družbe je bil 19 515 evrov, skupščina družbenikov je v bistvu dobiček razdelila na tak način, da ga je pustila podjetju, kar se mi zdi zelo pametna poteza, 33 oziroma tretjina tega dobička v višini 6180 evrov je namenjenih za obvezne zakonske rezerve v skladu z tretjim odstavkom 64. člena zakona o gospodarskih družbah, 12 359 evrov oziroma 2/3 je pa namenjeno za investicije v nepremičnine družbe. Mi moramo namreč v letošnjem letu zamenjati streho na skladiščnih prostorih, ki jih imamo v zbirnem centru Radlje. Jaz sem potihem, upam, da bomo to izvedli v sklopu izgradnje vodovoda oziroma izgradnje nadzornega centra. Dobro, ok, odločitev je bila potem drugačna, ampak ne glede na to, to moramo zdaj izvesti. Kar se tiče, bom rekel, nekih zadev iz preteklosti, družba je v bistvu torej že lani pokrila bilančno izgubo, ki jo je imela torej izpred nekaj let. Še vedno se pa pokriva izguba na javnih gospodarskih službah, vendar se tudi ta zmanjšala. Če smo mi imeli torej na prenosu torej s 1.1.2017 na teh javnih gospodarskih službah izgubo 43 016 evrov, smo ustvarili torej na obveznih in izbirnih službah letos oziroma lani 10 274 evrov dobička, tako da ta izguba sedaj znaša 32 742 evrov. Od tega je rezultat takšen, da ima občina Muta pozitiven saldo v višini 28 030 evrov, občina Podvelka negativni saldo v višini 18 629 evrov, Radlje ob Dravi negativni saldo v višini 3409 evrov, Ribnica na Pohorju negativni saldo v višini 6728 evrov in Vuzenica negativni saldo 32 106 evrov. Moram pa povedati, da na teh javnih gospodarskih službah družba zdaj zadnja 3 leta posluje v vseh občinah pozitivno, prej ni bilo tako. Ti rezultati so takrat zelo varirali. Mi smo potem pred 3 leti uredili ta sodila oziroma količnike delitev posrednih in neposrednih stroškov. Na nek način bolj pravično smo jih razdelili med posamezne družbe, kaj drugače se z tega zaciklanega kroga pravzaprav ne bi nikoli izvlekli. Zaključil bi še z rezultatom na Muti. Imate to na strani 114. Ta rezultat je pravzaprav dosti podoben, kot je bil lansko leto. Nam se še vedno pojavlja izguba v dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Predvsem iz naslova v bistvu še vedno nedoseganja števila priključenih uporabnikov v skladu s predvideno projektno priključenostjo. V okviru izgradnje projekta torej odvajanja in čiščenja voda, ki ga je financirala Evropska unija, in pa tudi letos, ampak to gre za ciklično izgubo, ni tu nobene panike, smo ustvarili izgubo na energetski dejavnosti, ampak jaz sem že enkrat povedal, zakaj do tega prihaja. V bistvu gre za pospešeno dinamiko nabave torej energetskih energentov, torej v obdobju oktober-februar, ljudje to plačujejo potem po mesecih in seveda se potem ta torej grba naredi v bistvu najbolj v tem zimskem obdobju. Če bi delali končno poročilo junija, bi bila pa zgodba obrnjena. To je, kar se tiče tega finančnega dela, ostalo je v bistvu v dokumentu. Mogoče bi poudaril še samo 2-3 zadeve, ki se mi vseeno zdijo pomembne. Mi smo dejansko zelo veliko časa lansko leto namenili reševanju problematike ravnanja z odpadki. Mi smo prišli
torej v letošnjem letu, začetku leta, na nov režim zbiranja torej odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov v skladu z uredbo, ki sicer stopi v veljavo torej 1. julija 2019. O tem ste bili obveščeni, oziroma ne samo vi, vsi prebivalci 5 občin, ki jih pokrivamo. Smo pa imeli 2-letno prehodno obdobje, da smo se na to pripravili. Jaz mislim, da smo te priprave uspešno zaključili. Mi smo še imeli ene probleme tudi z inšpekcijami, ne samo mi, vse 4 komunale, ker je prišlo do nekih napačnih tolmačenj glede uredbe kot take. To smo zdaj ravno kar uspešno rešili, postopek zaključen, uspešno v našo korist. Bo pa seveda potrebno se strani skupščine družbenikov oziroma sveta ustanoviteljev KOCEROD sprejet novi odlok o ravnanju z odpadki v Koroški regiji, ki bodo vse te novitete tudi upoštevali. Potem naslednja stvar, ki se mi zdi pomembna, čeprav ni najpomembnejša, lansko leto se nam je malenko še povečalo zadovoljstvo naših uporabnikov, tako fizičnih oseb, kot tudi poslovnih subjektov, tako da, kar se tega tiče, nekako poskušamo tem standardom slediti, čeprav po drugi strani pa treba odkrito tudi priznati, da je seveda vzorec anket, ki jih dobimo nazaj, izredno majhen. Sem že nekajkrat povedal, pozval, prosil, da se pač ljudje tega malo bolj udeležijo, ampak tu se giblje med 4 do 5%. Uspešno vzdržujemo tudi zdaj vse standarde, ki smo jih pridobili, kar se mi zdi posebej pomembno še za standard 14000, se pravi ISO 14000, okolje ravnanja z okoljem. Družba je že 2 leti lastnik tudi odlične bonitete, tako da, ne vem, jaz si želim, da bi bilo takšnih let še več, verjetno ne bodo vsa ista. Letošnja ekonomika je pač že, se kaže nekako tudi ta hlad krize, ki se nekako počasi, ampak očitno nezadržno bliža, stroški energentov rastejo, tudi sindikati so se v letu 2019 pogajali za višje stroške dela, pa še karkoli, ampak to bodo verjetno razprave že na naslednjih sejah občinskega sveta. Župan, toliko za začetek. Odbiram razpravo. Okoliko ni. Prosim, ja. Lep pozdrav. Ni nič kaj takega, ampak ko sem pregledoval gradivo, sem malo preračunal porabo vode za gospodinstvo v različnih občinah in mi je padlo v oči, da občina Muta in občina Radlje porabite cirka 20 do 25% vode več, kot pa ostale. Zakaj je to vzrok, če lahko povete? Ja, mislim, da gre za največji občine, ne? To je prva stvar. Druge občine so v bistvu v razmerju manjše, kar se tiče prebivalstva, tudi občina... Na gospodinstvo preračunano. Ja, gledajte, zdaj tukaj gre bolj ali manj za en urban del prebivalstva, ne? Tu je poraba vsekakor drugačna, ne? Moram pa reči, da nam voda zdaj že 7. ali 8. leto nam upada. Zaradi tega so tudi prihodki, poraba vode nam upada, ne? Ampak definitivno je na tem področju se kaže tudi ta strnjeni center poselitve, ne, se pravi blokovna naselitev, predvsem v Radljah je to tudi Muta, ne, recimo, ne vem, Ribnica nima toliko tega, Podvelka tudi ne, je to bolj disperzirana, točkovna poselitev, ne, in pač to je ta urbanistični pogoj. Pa še eno vprašanje imam, če imate kako oceno izgub v sistemu. To doskrat, ki slišimo, da so ogromne izgube. Gledajte, zdaj, jaz vam tako rekel, mi ocenjujemo, da so naše izgube tukaj nekje med 15 in 20%, kar je srednji razred izgub. Ne? Mi moramo nekaj vedeti, da je večino vodovodnega mreža, ne govorim pa zdaj o tem, ki se gradi, čeprav ta predstavlja primarni vod, ne, je v bistvu tukaj ranga velikosti 40-50 let, ne, večina gre za salonitno omrežje, litoželezno omrežje, ki ga bo počasi treba pač na nek način zamenjati, ne, ampak to so zgodbe, ki jih mi tudi seveda rešujemo skupaj z posamezno občino, ne, in to samo problem tu na Muti, tudi druge so te težave, pa tudi druge po Sloveniji, gledajte, ne. To so pač veliki investicijski vložki in jaz seveda zdaj naprej računam, da se bo ta vodovod, ki se sedaj gradi, končal, ne,
Potem pa mi že pripravljamo neki pregled, nek srednjeročni program razvoja, izgradnje tako kanalizacije kot vodovodnega omrežja v vseh 5 občinah. Moram reči, da smo tu na Muti kar veliko krog kanalizacije naredili, ravno kot posledice tega novega sistema. Največ od vseh občin, kjer je ta sistem bil uveden, in isto potrebno narediti tudi z vodom. Hvala. Hvala lepa, gospod Damjan Kolč. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem prisotnim. Jaz sem eno vprašanje glede načina ločevanja odpadkov. Zdaj prihajamo na nov način. In na podeželju se je zdaj zgodilo to, da mešani komunalni odpadki, ki so bili prej v večini, so zdaj v manjšini in se je povečal odpadna embalaža povečala. In mi imamo tam samo vrečke. A se da zdaj to, da bi mi tudi imeli te zelene zabojnike? Ker problem je zdaj v tem, da so ljudje govorijo, da v mešanih komunalnih odpadkov nimajo. Po večini so pa dva zabojnika pri hiši, zelenega pa ni. Zdaj ista vrečka pa mislim, da dolgoročno to ni spremljivo, da se neke vrečke to deva, pa da se bi lahko, ne vem, stroški verjetno ne bili večji, če bi enkrat mesečno se pelali mešani, enkrat pa odpadna embalaža. Zdaj to je predlog, ampak prosim, če lahko to kaj preučite, pa kaj javite. Dobro, hvala. Glejte, zdaj je tako, mi smo, mislim, da konc februarja oziroma v začetku marca smo nekako končali sedaj z tem novim evidentiranjem zabojnikov. Zdaj, mi smo vedeli, da bo prišlo v strukturi odpadkov do določenih sprememb, kot je bilo to do sedaj. In mi bomo zdaj nekje do junija oziroma do veljavnosti uredbe malo analizirali, koliko mi tega poberemo po posameznem zabojniku. Zdaj, jaz bi tudi prosil, najprej to, ne samo vas tu kot svetnike, ampak tudi vse občanke in občane, ker se to gleda po televiziji, da se striktno držijo tega, kar smo mi v navodilih dali, ker tudi inšpekcijske kontrole tako države, kot tudi medobčinskega inšpektorata, pa tudi nas iz komunal bodo zdaj dosti strožji, ker so tudi kazni sedaj predvidene dosti visoke in mislim, da je zdaj res jasno napisano, kaj je namen tega ločevanja in kako se to ne ločuje. Tudi film je bil posnet, ga imate na naših spletnih straneh. Mi bomo seveda analizirali te odpadke in v vsakem primeru, mi smo že dobili kar nekaj pobud, predvsem zaradi papirja, kaj s papirjem, med to se šteje tudi odpadna embalaža, čeprav odpadna embalaža ni sestavni del papirnate galanterije, ker gre za kombinirana embalaža in seveda temu primerno bomo potem tudi spremenili oziroma dopolnjevali tako vsebinsko zabojnike po številih, kot tudi lokacijsko. Ampak zdaj morate razumeti, mi smo zdaj v prvi tretjini te operacije, zdaj se uvajamo, ljudje se še učijo, ogromno tudi klica, vprašanj, ampak v vsakem primeru bomo poskušali do konca leta sistem optimizirati, tako da tudi na račun tega, kar ste rekli, tudi o tem smo mi razmišljali, racionalizacija voženj. Jaz mislim, da sicer so nekje pogledi o tem različni, ampak jaz bi tudi to prosil, glede na to, da je občinski svet politični organ, da to ne sme biti politično vprašanje. Zagotavljati servis občanov ne pomeni, da jim ti vsaki teden ali pa vsaki 14 dni stojiš tam s kamionom, kante so pa prazne. Tako da bomo mi tudi pogledali okrog tega in seveda, vkolikor se bo izkazalo, da se zabojniki ne polnijo, bomo mi tudi temu primerno uredili in racionalizirali pobiranje odpadkov, ker to počnejo drugje tudi po drugih komunalnih. Bi pa jaz bil zelo vesel, gledajte, res bi bil vesel, če je kakršnakoli pobuda, res se to vedno povem na vsaki seji, imate našo spletno stran, maili, napišite, kaj želite, velja za občanke, občane, za kogarkoli, mi potem to pogledamo in bomo to tudi analizirali in upoštevali. Hvala lepa. Gospod Franc Hamler. Jaz bi samo pohvalil direktorja za delo, pa za črpno pripravljeno poročilo, kdor si je želel, je videl podatkov, tako da ne veš, kam bi z njimi, Glavnem poslovanje je pozitivno, to je spodbudno in tako delajte naprej, pa da bojo delavci zadovoljni, jih tudi poskušajte nagraditi za tisto, kar si ne bi zaslužili, oziroma so pripomogli k temu pozitivnemu rezultatu, kar mislim, da so tudi za svojim delom dobri delavci, večina jih je verjetno takih in prav je, da se jih nagradi, med njimi so tudi naši občani verjetno in
in se zahvaljujem za taka dela, tudi intervencije, ko imajo, ko pride do defektov, so vljudni, če pokličeš na tisto številko, povejo, kaj se dogaja, približno, kako dolgo bo to trajalo, ker se zgodi, da so defekti in takrat so pač ljudje željni informacije, kako dolgo bo trajalo, kje je, kaj je, zakaj in tako naprej, ampak to je pač sistem zastarel že in bo s časom mogoče pač tudi po nekem planu vse to popravilo, glede na to, da je že dolgo časa v uporabi. Bi pa še neko neformalno mogoče za gospoda Ficka, ko ga vidimo po medijih toliko okoli te tretje vsi tudi govoriti, če mogoče nam lahko kaj zaupa oziroma da neko navidezno zadovoljstvo, da bomo čim prej, pa kdaj recimo po njegovem se bomo vozili tu iz Slovenj Gradca do Velenja, vsaj, ker ona drugi del verjetno bo še bolj dolgo v debatah. Prosim. Ja, hvala. Zdaj, jaz upam, da predsednik odbora za izgradnjo hitre ceste na Koroškem, gospod Tasič, ne bo jezen, glede na to, kaj bom povedal. Jaz lahko povem samo to, da se je zgodil v tem letu dni, leto pa pol, kar nek napredek. Torej, če so še bile tam v začetku jeseni novice dosti kritične, je tudi ta pritisk, ki se je zgodil z Koroške na Dars, dosegel torej nek pozitiven element, da se sedaj intenzivno dela pravzaprav na 3 lokacijah, ki bi naj do konca leta šle v gradnjo. To je 2 viadukta in pa priključek Podgorje. Je pa seveda ključno vprašanje ureditev financiranja celotnega projekta. Tukaj so pogledi ministrstva in pa Darsa različni. Torej Dars želi za gradnjo celotne investicije na 3. razvojne osi pridobiti torej poroštvo države, kar je čisto logično. Tudi na koncu Dars ne spada v sektor države, kar pomeni, da na krediti, ki jih on dobi, torej se ne štejejo v zadolženost države kot take, razen primera, da jih seveda ne bi mogel odplačevati, ampak temu ni tako in tudi ne bo tako, ker imajo dovolj prilivov iz cestnin. In to je sedaj ključno vprašanje, ki mora biti rešeno do meseca junija. Ampak zaenkrat stvari, kar se operativno tiče, tečejo, na Velenje Slovenj Gradec se odkupujejo objekti, zemljišča, projekti so pravzaprav v zaključni fazi, kar se tiče teh 3 sklopov. In ne vem, bodimo realni optimisti. Pomagamo vsi, koliko se da, tako da jaz upam, da se kaj vidi tudi. Mogoče se zdaj na terenu še ne vidi, tisto, kar se pač vidi, pa daje neke otipljive šanse, da se bo letos mogoče ta zgodba pa le z stroji začela. Hvala lepa še tudi za to pojasnilo, ki sicer ne sodi ravno v delovanje javnega komunalnega podjetja, ampak glede na to, da je direktor tudi zunanji član te komisije, sem vesel in jaz upam, da se mu bojo uresničile besede in tudi za nas Korošce, da bomo se na tem področju mnogo hitreje in mnogo varneje prišli do naše najbližjega priključka na avtocesto. Magister Gregor Ficko, hvala lepa. Hvala lepa, vsem vam uspešno delo danes. Prehajamo na naslednjo točko, nasvidenje, in sicer sprejem predloga odloka o zaključnem računu občine Muta za leto 2018. Tudi tukaj predlagamo po skrajšanem postopku. Sami ste verjetno v gradivu, ki je sicer tudi eno najdaljših, najobsežnejših, lahko videli pravne podlage za sprejem tega zaključnega računa. Gre za eno formalno računovodsko pomembno kategorijo, v kateri na podlagi zakona o javnih financah seveda občinska uprava skupaj z županom občinskemu svetu predloži zaključni račun tako na prihodkovni strani v planu, kot na prihodkovni strani realizaciji, še bolj pa seveda na odhodkovni strani v planu in na odhodkovni strani v realizaciji. Leto šteje 365 dni. Sami veste, da smo mi proračun sprejeli za leto 2018 relativno zgodaj, koncem leta 2017 na 22. redni seji, in sicer 21.12., da smo seveda med letom sprejemili tudi rebalans proračuna občine Muta, in sicer na 25. redni seji 24. maja, in da smo seveda v skladu z tudi zakonom o javnih financah zahtevali od proračunskih porabnikov, da do konca februarja predložijo vsa svoja poročila, da smo seveda mi to zadevo pripravili in
posredovali tudi na Ministrstvo za finance do 31. marca v letošnjem letu in da je seveda dolžnost in naloga župana občine Muta z občinsko upravo, da do 15. aprila tekočega leta predloži občinskemu svetu tudi zaključni račun. Zaključni račun je sedaj pred nami in bi prosil gospod Mileno Urnovt, da v kratkih ključnih vsebinah predstavi tudi zaključni račun. Lahko. Hvala za besedo. Bom poskušala biti kratka v razlagi teh 117 straneh, ki ste jih dobili v pogled. Proračun za leto 2018 smo si v bistvu zelo ambiciozno zastavili. V dobrih 8 milijonov 700 naj bi bilo prilivov, prav tako odlivov. Sam proračun se je v bistvu realiziral točno na 2/3 z največjim izpadom na transfernih prihodkih in odhodkih. Zdaj, če bi samo na kratko, skupaj prilivi načrtovani 8 milijonov 721 tisoč, realizirani 5 milijonov 761 tisoč oziroma zaokroženo na 62 tisoč, vidimo, da vsi ostali prihodki so nekje na načrtovani realizaciji. Izjema so kapitalski prihodki, kjer se je nekoliko več prodalo premoženja in s tem tudi ustvarilo več prihodkov. Kot sem pa že predajala, izpad je pa na transfernih prihodkih, to so tista sredstva sofinancirane z države in kohezijskih skladov za določene investicije, ki jih nismo v celoti realizirali, to je predvsem oskrba s pitno vodo. Je pa sprememba še pri enem projektu, v projektu kolesarske steze v Dravski dolini smo načrtovali tako na prihodkovni strani in na odhodkovni strani dobrih 500 tisoč, ker nismo naprej vedeli točno, kako bo formirana pogodba. Tam je prišlo do spremembe, tako da večinski delež države, ki bi se realiziral v tem projektu, ni več zaveden v občinskem proračunu, ampak gre direkt na stroške države. Tako da ta izpad je na obeh straneh. Tu gre za cirka dobrih 540 tisoč evrov. No, na vodooskrbi je pa primanjkljaj na prihodkovni strani sofinanciranja 2 milijona evrov. Nekaj je tudi vzrok temu, ker država v bistvu kar kasni z poplačilom zahtevkov, ki jih vodilna občina Dravograd izstavi za opravljeno delo. Zdaj bi, če gremo naprej na kratko na odhodkovni del, prvi del, imamo tudi mogoče večje odstopanja, so na skupnih administrativnih službah in javnih storitvah, kjer imamo nekoliko povečana sredstva, porabo sredstev. Gre tudi za projekt revitalizacija, to je obnova naše stavbe, notranja obnova, ki je sofinanciran in je bil tudi, so bile določene spremembe glede del, ki so bila priznana strani ministrstva. Projekt se je v tej prvi fazi zaključil, tudi na koncu smo pridobili od Ministrstva za gospodarstvo vsa načrtovana sredstva, tudi za nazaj, ker gre v bistvu od leta 2014 do 2018 za dela med letom 2014-2018. Večja odstopanja so bila na trgu dela in delovnih pogojih, tu gre za javna dela, kjer smo v bistvu na sofinanciranju javnih del za osnovno šolo Muta porabili malo več od načrtovane. Sicer indeks je visok, zneskovno pa to ne predstavlja ne vem kakšne razlike. Precej se pozna na prometni infrastrukturi, kjer je vključena prav ta kolesarska pot, o kateri sem vam prej govorila in so tudi odhodkovni del posledično precej zmanjšan zaradi spremembe na pogodbenih določil. Nekoliko so povečani odhodki v skupini varovanja okolja in naravne dediščine,
Tu grejo predvsem spremembe na projekt kanalizacija Gortina, ki je vseboval dela na fekalni kanalizaciji in meteorni. Ob prerazporeditvi oziroma določitvi del je nastala sprememba tako, da so odhodki na strani meteorne kanalizacije, ki se števa med cestišče, manjši odhodki, nekoliko pa povečani v delu fekalne kanalizacije. Projekt je bil v celoti realiziran, kot ste že slišali, izvajalo javno komunalno podjetje. Tudi sredstva strani Ministrstva za gospodarstvo so bila pridobljena v bistvu v celoti. Pa bi mogoče še pol naslednjo. Razlika med prostorskim planiranjem, stanovanjsko in komunalno dejavnostjo v bistvu predstavlja nerealizacijo projekta oskrbe s pitno vodo. Gre za razliko 2 milijonov. Ta dela, ki niso bila upravljena v preteklem letu, moramo letos dokončati kot tudi celoten projekt. Ostali odhodki ne odstopajo v taki višini, da bi zdaj jih posebej predvidevali. Naj pa še enkrat poudarim, da zaključni račun vsebuje odhodke in prihodke, ki so bili dejansko realizirani, se pravi, da je na podlagi denarnega toka, ne samo upravljenega dela. Mogoče večje investicije, v bistvu sem jih že prej nekje omenila pri razlikah, kakšne so pa realizacije. Revitalizacija degradiranih in opuščenih območij v višini 517 tisoč, sofinanciranje izvedeno v višini 502 tisoč. Ureditev večnamenske dvorane v glasbenem domu Bistriški jarek 10 tisoč, nakup stavb in delov stavb, gre za stavbo na Spodnji Muti v Bistrici v višini 19 tisoč. Izvedel se je tudi projekt energetske prenove v bistvu naše stavbe, to je zunanja ureditev v višini 212 tisoč, od tega je bilo sofinanciranega 142. V skupini prometna in prometna infrastruktura so večje investicije Koparc 10 800 evrov. Ta izgradnja steze za pešce je prišla občino Muta 31 600, Trška jedra 151, protiprašna zaščita 38, Klanec, Zgornja Muta, Spodnja Muta v višini 125 tisoč, od tega so financiranje strani državnega proračuna dobri 86 tisoč, sanacija cest in cestnih površin zaradi plazov 17 tisoč, od tega z Ministrstva za gospodarstvo so financiranje 13 tisoč, ureditev Trškega jedra Zgornje Mute še 77 tisoč, naselje Sezam, gre za projektno dokumentacijo 9 tisoč, ureditev križišča na G1 8 tisoč in kanalizacija Gortina, meteorni del 113 tisoč, od tega so financiranje 94 tisoč. Na področju varovanja okolja in naravne dediščine za regijsko odlagališče Kocej-Rod 15 tisoč in za kanalizacijo Gortina fekalni del višina 381 tisoč in sofinanciranje 321 tisoč. Prostorsko planiranje, skupina vodooskrba, gre za popravila in novogradnjo določenih vodov na področju občine 21 tisoč, oskrba s pitno vodo se je izvedla v višini 1 263 tisoč, od tega je bilo sofinanciranega dober milijon evrov in najetje dolgoročnega kredita v višini 110 tisoč, komunalno opremljeno še 10 500 in ostala vzdrževalna dela na stanovanjih 92. Nadaljevala se je še izgradnja športno-rekreacijskega centra na Spodnji Muti v višini 37 tisoč, nekaj pa smo prispevali tudi v investicijo na izobraževanju, se pravi za vrtec 10 tisoč, nekaj dobri 10 tisoč tudi za adaptacijo osnovne šole in odplačilo leasing obrokov v višini 62 tisoč za izgradnjo prve triade, za katero smo predvidevali, da bomo v letošnjem letu predčasno odkupili
glavnico z dolgoročnim kreditom in s tem v naslednjih 5 letih prihranili okrog 70 000 evrov. Subvencije v skupni višini 855 000, to je tudi lep del proračuna. Dol so naštete vse subvencije, ki jih plačuje občina. Največji delež imajo subvencije za sofinanciranje 50% omrežnine na področju komunalnih storitev, oziroma to se gre omrežnina za odpadno vodo, ki jo plačujemo direkt komunali namesto gospodinjstvem. Ostali so pa še od zavarovanja razpisi, kulturna društva, druga društva in športna društva. V glavnem to zdaj ne bi vsakega naštevala, skupna višina je 855 000. Naslednjo, kako je naše stanje dolgoročnih kreditov, imamo odprtih 7 dolgoročnih kreditov, s tem, da se je nov, oziroma ni nov, v letu 2017 smo začeli črpati sredstva tudi za projekt oskrba s pitno vodo pri Ekoskladu. Ostali krediti so iz preteklih let. Saldo kreditov glavnice na dan 31.12.2018 je 2.115.467. Naj tu omenim še, da občina Muta redno in pravočasno plačuje obroke vseh kreditov. Za vse kredite smo pa tudi pridobili soglasje Ministrstva za finance. Bi pa še nadzorni odbor, ki je deloval v prejšnjih 4 letih, se pravi 2014-2018, v lanskem letu je izvedel 5 nadzorov, izdelal je 6 poročil, pregled javnega zavoda, investicij, razpolaganja s premoženjem, zaključnega računa za leto 2017 in polletnega poročila proračuna za leto 2018. Na koncu so izdelali tudi poročilo o svojem delovanju. Prejšnji odbor je deloval v sestavi 4 članov. Nadzorni odbor, nov izvoljen, se je že sestal. V naslednjih 4 letih bo deloval vse zaenkrat v sestavi 3 članov. Imeli so že sejo, izvolili so svojega predsednika, to je gospod Kočivnik Jože. Tudi na prejšnji seji so že začeli z pripravo plana dela za letošnjo leto. Koliko je bilo prej govora, predvidevajo, da bojo poslovanje oziroma pregled zaključnega računa za leto 2018 izvedli tam nekje, da bi lahko na septembrski seji dobili poročilo nadzornega. Koliko nadzorov bojo v letošnjem letu opravili, še ni bilo točno določeno. Omenila bi pa še to, da zunanja revizijska služba, s katero imamo še sklenjeno pogodbo, to je podjetje Loris iz Dravograda, bo pa najverjetneje revizijo izvajala v poletnih mesecih, kot že nekaj let, tam meseca julija. In bi nekje tudi potem v mesecu septembra dobili še njihovo poročilo o pregledu. Toliko zaenkrat. Hvala lepa za to tudi zelo zbrano, izčrpno poročilo o našem delu z javnimi finančnimi sredstvi, ki se imenuje proračun občine Muta, kateri je tudi zelo podkrepljen strani evropskih kohezijskih sredstev, tudi vrsto ostalih prihodkov. To je najpomembnejše. Najpomembnejše, kar je treba tukaj povedati, da smo za sabo pustili lepe investicije, končali investicije, ki so se jih naši občani želeli, in kar je najpomembnejše, po dolgih letih celo zmanjšujemo javni dolg, ne ga pa povečujemo. To sem vesel, to je ekipa, ki stoji ob meni, ki stoji ob strani, in če bi mi poslovali 24 let na občini Muta, tako kot smo poslovali zadnja leta, bi občina Muta izgledala ena najuspešnejših, tudi navzven najlepših občin v Republiki Sloveniji. Ker občina Muta je imela leta 1994 prehodek na transakcijski račun v višini 21 milijonov avstrijskih šilingov. 21 milijonov avstrijskih šilingov.
Odpiram razpravo na to. Okolikor razprave ni, se zahvaljujem gospe Urnatovi in sodelavkam, da so mi pripravili to poročilo in dajem na glasovanje sprejem predloga odloka o zaključenem računu proračuna občine Muta za leto 2018. Kdo je za? 9 za. Je kdo proti? Ni, hvala lepa. S tem smo končali našo 6. točko.